Ja, lepo pozdravljeni na prvom nedeljskom bogoslužje meseca maja. Tu smo zbrani za voljo toga, kar se je nad nami znova razprostrla Božja milost. Božja milost, Božja dobrota in to je izraz velike Božje ljubezni do nas, do mene, do tebe, do vsakoga človeka. Žal se okoli nas, okrog nas se dogajajo mnoge nerazumljive stvari, mnoge tragedije, nasilja, nesreče, ko nas prizadene in se nam največkrat pojavljajo tu vprašanja, pa kako je lahko nekako to včino. Ko je šlo narobe? Ko je šlo v tom primeru narobe, kar se je to zgodilo? Dragi moji, takša vprašanja se ne postavljajo samo Božja deca, pač pa večina ljudi. Večina ljudi. In mnogi iskreno, z enim hrepenenjem iščejo odgovore na ta vprašanja v želji, da bi v bodočnosti takšne stvari preprečili. Kad se takšne stvari ne bi dogajale, so tudi tisti, štere obsojajo, brez ka bi znali pravo ozadje. In pa še nekaj, so tudi takšne, štere še podpihujejo takša dejanja. Draga cerkev, dragi brat, draga sestra, dragi Božji otrok, mi bojmo tisti, šteremu v vsako situacijo prinašali Božji mir, šteremu prinašali njegovo ljubezen, šteremu prinašali to, ko je Božja sveta vola. Ja, tu naše dece se dogajajo nepravičnosti, tu mi doživljamo nasilje, tu mi doživljamo različne stvari, doživljamo razne napade, štere nas bolijo. Imamo duhovne borbe. Imate? Se soočate s tem? Ja, gdje se? In znonka tu ništa ne med dvome. Ali, dragi moji, mi smo v načešom položaju od tistih, štere nemajo vipanja, to pravi Biblija. Mi smo v načešom položaju zato, ker imamo drugačno vipanje. Imamo drugačno vipanje, brez šteroga marsi štere med nami nikak ne bi mogel obstati.
v sredo na molitvenom bogoslužju smo pogledali v eno Jezušovih prilik, Jezušovih prispodob, gdje nam on sporoča, koje rešitev za razne situacije v naših življenjih. In v Lukače 6. tale od 46 do 48 je to zapisano. Tok nam sporoča Božja beseda. In Jezus pravi tok, zakaj me kličete Gospod, Gospod in ne delate tega, kar pravim. Pokazal vam bom, komu je podoben človek, ki pride k meni in posluša moje besede ter jih uresničuje. Podoben je človeku, ki je zidal hišo, globoko kopal in postavil temelj na skalo. Ko je nastala povodenj, znači, da so prišle preizkušnje, težave, navole, ko je nastala povodenj, se je vodovje ulilo proti tej hiši, a je ni moglo omajati, ker je bila trdno sezidana. Ker je imela temelj na skali. Haleluja. Dragi moji, Jezus tu guči od mene, guči od tebe, guči od našega duhovnega stanja, od naše trdnosti v Gospode, guči od toga, kome mi pravzaprav zavipamo, koga postavljamo na prvo mesto v svojem življenju. Poslušanje Božjih besed in pa boganje, uresničevanje, življenje toga, ko nam Bog sporoča, prinaša prave rešitve v vsako situacijo, štera se zgodi v našem življenju. Dragi moji, mi se ne moremo izogniti neprijetnosti. Ne moremo se izogniti problemom, težavam, navolom, ali zavolo osebnega odnosa z Bogom. Zavolo našega osebnega odnosa z našim zveličarom mo v takšni situaciji drugače odreagirali. Monoček odreagirali, zato je tako pomembno imeti v svojem življenju postavljene trden duhovni temelj. Trden duhovni temelj na Jezuši Kristuši in to je te garancija za stabilnost tudi v raznih preizkušnjah. To je te garancija, ka v preizkušnjaj do se zgodile, ka te nemo spodnele, te nemo popustili. Jezus je v znamenitom govore na gori, štjer je zapisane v Matejovom evangeliji od 5. pa do 7. poglavja, gočo od razlike med njegovim učenjem in pa od toga, kako so takratni verski voditelji včili, ko so oni včili, ko so oni razlagali to, ko pravi Božja beseda. Razlika, kako so takratni verski voditelji razlagali postavo Božjo besedo in kako je to z Božjega stališča. Zato, ker Jezus je Božji sin. Jezus je Bog. In on edino zna pravilno razložiti to, ko je Božja vola. In to dela tudi po Svetom Duhu v mojem in tvojem življenju. Dnes ne bomo šli v podrobnosti razlage toga celega teksta, pač pa pogledamo samo eno vrstico, štera je zelo, zelo aktualna tudi v dnešnem času, tudi je aktualna za duhovnost časa, v šterom mi živimo. In ga bi vas prosil, da stanemo ob Božji besedi in preštejmo v Matejovem evangeliji v 7. poglavju in preštejmo 21. vrstico. Matej 7:21. Tu tako piše, tu tako pravi mene in tebe Božja beseda. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Nebeški Oče, hvala je tebe za tvojo drago sveto reč,
štero imamo tu kot vodilo za naša življenja, kad bi prišli do toga večnoga cilja, kad bi prišli v nebeško, v tvoje kraljestvo. Pomori nam razumeti tvojo reč. Pomori nam jo sprejeti v svoja življenja. In pomori nam, kad vsakom dnevi, vsakoj situaciji, na vsakom mestu živimo tako, kot je tvoja sveta vola. Amen. Amen. Lahko zavzemete svoja mesta. V toj kratkoj vrstici sta dve stvari, od šterih je odvisno naše preživljanje večnosti. Gdje se to odvijalo? Tej prvi del, šteroga tu Jezus izpostavlja, bi lahko tu poimenovali religijsko krščanstvo, kad se tak izrazim. To je krščanstvo, štero opravlja zunanjo obliko pobožnosti. Samo na zunaj se kaže, ka neka vrže ali nekam pripada. In znate, v Jezusovom času je toga bilo dosta. Dosta toga je bilo. In tudi dnes je dosta toga, kad se kaže samo zunanja oblika pobožnosti. In če štejmo evangelije, tom zasledimo na dosti mestaj, kako so farizeji, kako so tiste pismouki, kako so veliki duhovniki Jezusa napadali in pa obsojali, kad se ne drži njuvoga izročila. Kad se ne drži toga, ko so une prenašali, ko so une včili, kad se ne drži toga izročila, za šteroga so une pravili, ja, to je prava pobožnost. To je pravo, to, ko mi včimo, to je najboljše, to je tisto, ko se vsaki more držati. In Jezus je na različne načine dokazoval. Na različne načine jih je prepričeval ka upoštevanje njuvih izročil najprava pobožnost in ka se na takšen način ne more priti v nebeško kraljestvo. Tu, da je k Jezus še prišel Nikodem, se spomnite tistega dogodka, da je k Jezus še prišel Nikodem s priznanjem. Mu je pravo, kaj je Jezus veliki učitelj, štere pravilno vči. Ja, tu njeme je Jezus pokazal, kaj je potrebno nekaj več. Kak pa sumo tisto zunanje spoznanje? Ja, pa tisti nekaj več. Ne, potrebno je še nekaj več. Potrebno njeme je, Jezus njeme je tako pravo, kaj je potrebna tista notranja sprememba v življenje človeka, štero je delo Svetega Duha. To je delo Svetega Duha. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi, Gospod, Gospod. Jezus je te besede prvenstveno pravo Judom, prebivalcom, tistim, štere so te v tistem času živeli. Pravo je njim, štere so imeli prepričanje, oni so imeli takšno prepričanje, pravzaprav so od svojih verskih voditeljev bili povčeni, kaj je za njih zadosta to, kaj pripadajo judovstve, kaj pripadajo judovme plemene, ko njim te avtomatsko prinaša vstopnico v nebeško kraljestvo. Ja, tako so bili povčeni, tako so jih njihovi verski voditelji včili. Ali Jezus tu jasno pravi, ka za vstop v nebeško kraljestvo ne zadosta zunanja oblika pobožnosti. Ne zadosta izgovarjanje Božjega imena. Ne zadosta fizična pripadnost določenome narode ali določenoj skupnosti, določenoj verskoj skupnosti. Ne, to je ne zadosta. Jezus to tu jasno pravi. Znate, ko? Jezus pričakuje pripadnost s srcem. Pripadnost
s srcom, ne samo s besedami, ne samo s tem, ko ga pravim, pač pa s tem, ko se je tu noter zgodilo, ko se tu noter dogaja. In srcom, v srce, dragi moje, pravzaprav spoznavamo, ko je vola nebeškega Očeta. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, ampak v nebeško kraljestvo pride tiste, kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. In dragi moji, to je ta druga plat te iste medalje. To je ta druga stran, štero Jezus tu v toj prispodobi pravi. V tom drugom dele Jezus guči od ene dejavne krščanske vere, od enega dejavnega krščanstva, štero neomejeno na izpolnjevanje zahtevanih pravil, ali pa samo pripadnosti. Ta druga plat je neomejena samo na to, kak ja pa zdaj nikam pripadam, in to je tako vse vrede. Znate, ništerne religije svojim pripadnikom določajo, ko se morajo včiniti, kad do izpolnjene religijske zahteve, in te doste imele, kad tako povem, določeno bonifikacijo, imele določene privilegije, določene prednosti. Jezus pa tu pravi popolnoma drugo stvar. Pravi čista drugo plat. Ne guči od zahtev. Ne guči od zahtev, niti od obveznosti, pač pa guči od prostovoljnega udejstvovanja. Guči od toga, ko se človek prostovoljno odloči, ko človek spozna v notranjosti svojega srca. In dragi moji, to je ta razlika. To je ta razlika. Za uresničevanje volje nebeškega Očeta je najprej potrebno to voljo spoznati. Ali leko nika delaš, ali leko mož izpuniš eno željo svoje žene, če ne veš, ko si ona želej. Ali leko izpuniš Božjo voljo, če je ne poznaš. Dragi moji, in to, kaj bi ti spoznal Božjo voljo, to ti ne more nišče vsiliti. Nišče ti to ne more vsiliti, niti ti nišče ne more to določiti. Kaj to moraš ti včiniti. Kaj njegovo voljo spoznaš, je potrebno imeti za njim eden iskreni odnos. Eden iskreni oseben odnos. Če imaš z nekakim iskreni odnos, ti boš spoznaval, ko ta oseba poleg tebe želi. Ti boš spoznaval, ko jo veseli, tudi ko jo bremeni, ko jo teži. Ti boš spoznaval, ko je vola, kaj jo ti leko izpuniš. In da imamo z Bogom ti oseben odnos. Ti začamo spoznavati njegovo voljo. In dragi moji, odnos se nikdar ne gradi na silo, pač pa vedno, vsikdar se odnos gradi na enoj prostovoljnoj bazi. Gradi se v želje, gradi se s hrepenenjem, to si moraš iskreno želeti, kaj boš imel z nekakim iskrene oseben odnos. In ja, dragi moji, za vstop v nebeško kraljestvo te nišče ne more prisiliti. Niti nišče ne more to zahtevati od tebe. Naj vstopiš v nebeško kraljestvo, pač pa se vsaki sam odloča za to. Vsaki sam. Če se geščen odločite, Bog mi ponuja to milost. In glitok tebe
in pa vsakome človeku. Jezus je svojim delom odrešenja na križe zagotovo vstop v nebeško kraljestvo čista vsakome človeku. Nega tog grešnoga človeka, ka bi ga Jezušova žrtev ne mogla osvoboditi. Prelej sem ga učil od toga. Nega tog povem slabega človeka, šteroga Jezušova krv ne bi mogla očistiti in izbogšati, napraviti z njega to, ko je Božja sveta vola. Ale če glika je Jezus spravil to za vsakoga človeka, vseeno on prepušča odločitev vsakome posameznike. Nikome nikaj ne vsiljuje. Vsake se sam odloča in vsake tu nosi posledice svoje odločitve. Ještě nekaj bi rad dodal k toj besede. V Marki 3. tale 31 do 35 je zapisana Jezušova izpoved, je zapisano nekaj zelo nenavadnoga. Ko nas mogoče včasih bega. Namreč Jezuša so v njegovom služenju ljudem obiskale njegove najožje sorodnike. Obiskale so ga njegove najbližanje. Njegova mate, njegove bratovge, ništa ne pišejo tu, njegove sestre. Obiskale so ga, želeli so ga videti v tom, ko on dela. Želeli so se srečati z njim, želeli so ga pozdraviti, se kaj pogovčati z njim. Znate, te veze imajo svoje telefone, pa njim pošljajo SMS, po Messengerju njim pošljajo sporočilo: Jezuš, pridi v, mi bi te radi videli. Znate, da je Jezus to sporočilo končno dobo, slabe internetne povezave so bile in tok dole pa tok naprej, slab signal mobitelov je bil. Jezus je vseeno to sporočilo dobo in te na eno veliko razočaranje je Jezus izpovedal eden zelo neprijazen odgovor. Lahko bi celo pravili eden grobi odgovor. In pravi tok: kdo je moja mati in kdo so moji bratje? Pa to vi ne stogijo, vi ne te čakajo. In on pita: pa što so to? Što so moja mati? Što so moje bratovge? In tokok, če se Jezus sploj ne bi zmenil za svojo družino. Tokok, če bi njime sploj ne bilo Marko 3, od 31 do 35 je te odlomek zapisane. In te po tistom, da je to izpovedal, takšno grobo stvar, po tistom je Jezus pokazal na svoje zveste spremljevalce, na zveste sledilce, štiri so šli z njim, štiri so ga spremljali na njegovoj poti in pravi tok: glejte, to so moja mati in moji bratje. In tu Jezus pravzaprav pravi, ka poleg fizičnega obstaja še nekaj več, obstaja tudi duhovno. In pravi dole: kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, moja sestra in moja mati. Jezus tu pravzaprav pravi, ka je pripadnost Božoj duhovnoj družine, štera se kaže v poslušnosti Bogu, pomembnejša od pripadnosti človeškoj družine. Ka se razumemo, dragi moji, Jezus nikdar ne deloval proti družine. Nikdar. In tu v tom primeru to ne bila njegova namera. Jezus se je vsikdar zavzemal za družino. Zavzemal se je za dobro družine.
Zavzemo se je, ka naj iz družine prihajajo te dobre glasove, naj iz družine prihaja eden dober dihejk. Zato, ka družina je prva tista, štera je vzor. Družina je prva tista, štera je v tej pravi vzor, seveda uči se od Bože družina, štera je zasnovana na Božji temeljaj. In dragi moji, gliza volo toga se šotan bore tjavko proti družine. Tog ne vidimo, ne to doživljamo. Takša družina, kakšno je Bog zasnoval, štera je edina pravilna, edina sprejemljiva, je gnes v modernoj Evropi, ko zapostavljena. Vse drugo naprej prihaja. To, ko Bog pravi, kaj je greh, ko je gnusoba pred njim. In to se želi naprej potegniti. Ali tudi v tom primeru Jezus pravi in uči od te duhovne družine. In če pogledamo mi dnešnje družine, žal se v družinah dogajajo mnoge tragične stvari. Vidimo, kad te tvoja človeška, tvoja fizična družina leko izda, te leko zlorabi, te leko izobče, leko te izključi, te leko razočara, te leko prizadene, ali, dragi moji, v pravoj Božoj družini se to ne more zgoditi. V pravoj Božoj družini, takšno, kakšno Bog pričakuje, to se ne more to zgoditi. V pravoj Božoj družini, štera je osnovana na Božoj dragoj svetoj reči, to se to ne more zgoditi. In v tom je razlika med religijo in pa pravim krščanstvom. V tom je ta razlika. Po Jezušovoj žrtvi, po njegovom dele odrešenja je vsaki človek pozvane v to Božjo družino. Vsaki človek je pozvane v to Božjo družino in vsakome je omogočeno, ka leko postane del Bože družine. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi, Gospod, Gospod. Torej, če povzamemo, nebeškega kraljestva ne moremo dosegniti z zunanjo pobožnostjo. Ampak je toga leko deležen samo tiste, kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Haleluja, haleluja. Dragi moji, zato smo se mi odločili. Zato smo se odločili, ka uresničujemo voljo našega nebeškega Očeta. Po Jezušovoj žrtvi, po njegovom delu, je vsake poklicane, je pozvane v to Božjo družino. In dragi moji, ko je Božja vola, imamo zapisano v njegovoj reči, v njegovoj besedi, ko je, štera je resnična, štera je večna in štera je nespremenljiva. Ja, to je Božja beseda. In dragi prisoten, dragi poslušalec, Jakob nam v svojem pismu dava glede toga, ko smo dnes poslušali, eno navodilo in pa tudi opozorilo. Jakob, prvo poglavje in 22. vrstica tako pravi. Za mene, za tebe, za vsakoga med nami. Jakob 1:22. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci. Zato, kad tisti štede samo poslušajo in v svojem življenju nikar ne ukrenejo glede toga, ko čujejo, do enok in žal za vso večnost prevarane.
Dragi moji, to je to, ko je Jezus včil, ko je svojim primerom pokazal za voljo toga, ka On je v popolnosti. On je do zadnje pikice izpunil očetovo voljo. Čigli, kaj je to bilo tako strašno. Čigli, kaj je to bilo tako strašno. No, nerazumljivo, mi si to ne moremo zamisliti. Ali gledajte, ko meni in tebe to prinaša. Ko nam to prinaša, haleluja, to nam prinaša možnost večnega življenja v nebeškem kraljestvu. Haleluja. Si že izkoristil to možnost. Si že sprejel to Božjo ponudbo. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Gospod vas vse v tom blagoslove, Gospod vas vode in vam daj njegov nebeški mir na vsakom koraku vašega življenja. Amen. Amen. Lahko vstanemo v zaključnoj molitvi in prosimo Gospoda, da nam blagoslove njegovo reč, da nam da moči in modrosti, kad toliko poslušamo, kad to tu živimo. In dragi prisoten, dragi poslušalec, štiri poslušaš Božjo besedo, že pripadaš Božoj družini. Si se že odločil za Božjo družino? Si že pripadnik Božje družine? Če še ne, dnes je še čas. Ne vemo, če bomo jutri imeli novo priložnost. In če želiš, kad se molimo, kada je tvoja odločitev trdna in iskrena, kad se molimo za tebe, lahko daš znak in bomo se molili za tebe. Kad bi ti Bog pomogel, po Svetom Duhu, kad bi tvoja odločitev bila čim prejšnja in iskrena. Zato, kad ne ide se samo za gnes, ne ide se samo za jutro, ide se za tvojo večnost. Aleluja. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago sveto reč, štero se nam tunjal kak vodilo za naša življenja. Hvala je tebi, kad nam ti skozi primere v Božoj besedi davaš jasne napotke, kako se naj odločamo v naših življenjah in kako se naj ne odločamo, kad bi dospeli do toga večnega cilja v tvoje slavnoj prisotnosti, kad bi lahko tom bili vso večnost. Jezus, dragi, hvala je tebe, kad si ti izbojeval zmago za vsakoga med nami, kad si ti izbojeval zmago za osvobojenje od greha za vsakoga človeka. In hvala je tebe, kad nam to ponujaš, kad nam to davaš na razpolago. In hvala je tebe za vsakoga, štere se je že odločil za novo življenje s tjov. In hvala je tebe, Gospod, za tiste, štere so se na novo odločili iti korak za korakom s tjov naprej do toga večnega cilja. Pomagaj nam, kamo razmili te korake. Kamo razmili to, ko ti želiš nas včiti skozi tvojo drago svetu reč in kamo razmili to, ko nam prinaša pripadnost tebe. Gospod, blagoslovi moje brate, blagoslovi moje sestre, blagoslovi vsako dejte, od najmlajših pa se do najstarejših. Gospod, blagoslovi tiste, štere so betežne, daj njim tvoj mir, posegni v njove situacije, Gospod, in tu nam pomore, kaj jih lahko blagoslavljamo in prinašamo pred tebe, ko je tu tvoja sveta vola. Gospod, hvala je tebe, kad nas ti včiš skozi tvojo reč živeti eno pravo krščansko življenje. Ne samo zunanjo pobožnost, ne samo religijsko krščanstvo, pač pa kaleko imamo oseben odnos s tjov, večnim Bogom, Bogom Očetom, Bogom Sinom in Bogom Svetim Duhom. Amen. Amen. Gospod vas vode in blagoslove na vaših poteh. Amen.